Lep pozdrav! Se vemo, kako se začnejo ti vlogi. Dobrodošli v nov teden. Na hitro sem skočila v Špara, kjer sem vzela sir, ker meni brez šira sira živeti ni. Tole mi je request, ko da bom probala. Roglički z marmelado od Špara. Imajo tudi od pečjaka, če se ne motim. Ne bo moj pečjak s pistacijevim ponilom, sami 10 €. Kam so šle te cene? In pa Pandoro, v bistvu mi je Pandoro ful boljši od Panettona, ker Panettone je tako, lahko je ful dobra krema, lahko je pa ful za nič. Zanče enega probala, ki je bil res dober, pa sem pa vzela unga, ker so šli s Sašo v ono trgovino delikatesa, je bil pa ful za nič, ne. Pandoro je pa prazen in v bistvu se jim ne moreš svaliti, tako da mene osebno je Pandoro boljši. Potem sem še vzela te dve knjigi, nisem kupila, a veš, kaj ima knjižnica tele, ne knjižnica, ko obstajajo take hiške s knjigami, ki lahko si vzameš, sposodiš, vrneš, zamenjaš za kakšne druge, daš svoje. Pa še tele 3 sem včeraj vzela, tako da, to sem vesela. Zdaj pa v bistvu par video posnet, a ja, suši sem danes vzela. Tako da ja, par video imam za posnet zale, kakor mi bo pač ratalo, pa malo pospraviti pa standardne. Pa gledati kakšne filme, oziroma jo zebrala knjigo, je dokončala. Berem od Sally Rooney, Normalni ljudje, in moram reči, mi je ful všeč in me je ful filbac smatra, tako da imam še slabih 100 strani, tako da mogoče ne bo to slabo, da se tega lotam, pa bej tudi obstaja serija. Wow. Tako da ja, mogoče bi morala še serijo pogledati. Tok me medejo teli dnevi, ker se tok prej stemni. Se delam kavo, sicer ura je, spomnim, koliko je ura? 5? 5, ja, točno. Ker pač rabam še eno kavico. Ampak res feeling vam, da je ura že, ne vem, 9-10, da moram ići spat. Se po moje nisem edina, mislim, upam, da nisem edina, ker tudi ko se pogovarjam z ljudmi, pač je ono res, ja, ful je čudno, ne. Na TikToku sem videla en video, tok hud, kao, ko si privoščeš ta popoldanski spanec sred novembra in je pravno se zbudi, what's the time? Pa on pove, it's 4:45. PM, ne, mislim. Tako da ja, pač, je kar funny, no. In tale Pandoro res še dober, tole mi pa ni všeč. Zdaj moram iti prebrati, ker hočem to knjigo prebrati. 100 strani, zaželim sečo. Lep pozdravček, evo, spila sem kafe in prebrala sem tole Sally Rooney, Normalni ljudje. Ocena dam 4,5 od 5 zvezdic. Dobra knjiga, absolutno priporočam. Govori v bistvu o odraščanju, o krmarjenju skozi življenje. Pač ful dobra knjiga, itak takoj pa pomisliš na svojo mladost, tudi koliko si bil neumen, kako se nekatere stvari, ne vem, pač o življenju, a ne o odraščanju. Zakaj tam 4,5 in ne 5, zato ker sem išla ta velika na momente na živce, ker sem ono debotaska pa že nehita, ne. Ampak ja, to je to, ne, pač mladost, neizkušenost, nevednost, itd. Tale revija Guardian je tole knjigo uvrstila na seznam 100 najboljših knjig 21. stoletja. Pač ženska res ful znana in vse, ful, pač res ta knjiga je taka uspešnica in pa tudi ful je popularna avtorica. Tako da ja, zdaj pa cilj prebrati vse njene knjige. Tako da ja, prebrala sem jo v dnevu in pol, če bi tako dejansko, če si frej, lahko v enem dnevu prebereš, ker se res ful hit bere. Da tam dobrih 270 strani, ful sem impresionirana, konc je pa uno, kaj ne si jaz zdaj mislim o tem? Ja, zdaj bom še tele poezije prebrala, tele poezije so pa tako odbite, ker neke slikice so mes, ker neke matematične enačbe, ki jih seveda ne znam prebrati. Vidiš, recimo, to mi je tako ful zanimiv. Bom poiskala, recimo, tole. Pač, mislim, matematika mi je dobra šla in sem imela tudi ful rada. Predvsem v srednji mi je bila top, ampak tole pa nič se ne spomnim. Mislim, pojma nimam, kaj je to. Odbita pesniška zbirka tole.
Mislim, ja, moram še do konca prebrati, no, imam še malo. Obožujem knjige, kateri sniki dajo, no pač tale knjiga Celjevolni med, tako res spomnila na moja mladost, ki se pač ne vem, kaj neki spomini, pa tako pol začneš malo razmišljati, ker se mi dostikrat zdi, da smo tako, se mi ne dogaja, bla, 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 pa gledaš, ne vem, fotke, ali to sem zanj Sašo se pogovarjala, mi se nič ne dogaja, pa gledaš fotke za recimo mesec nazaj, pa vidiš, wow, koliko se je dogajalo, ne. In mi se tako meni, misli, nič se ne dogaja, pa gledam fotke, pa bila sem tam. Tako da lej. Veliko se dogaja. Pa daj tudi, ko pozabiš kakšne stvari, da so se zgodile in pa recimo kakšna knjiga, da kaj tazga spomne. Ali dober, ali pa slabo, lej. Se nima veze, ne, to je pa življenje, to so vse izkušnje. Ok, no se že malo preveč gledam. Lep pozdrav. Dragi, je skočil nekam, imel ene pravke, se bo prišel nazaj, nama bom naredila brunch, zajtrk, sicer jajčka, pa greva pa v bistvu v službo, no, ko pa delava popoldne, tako da. Še malo zelenja. Kako strojno. Kako lepo zgleda, oh my god. Dober večer. Danes sem šla v knjižnico, ker sem imela eno knjigo rezervirano in glej, kaj so imeli tam. Spet so imeli te knjige, vsakič knjige, ki jih odpišejo, tako da moram zdaj vsak dan mimo hoditi. In seveda, da sem našla 4 knjige. Top. Parcel Štefančič, If You Know, You Know, jaz ga obožujem, tako da sem tako vesela, da sem eno njegovo knjigo našla. Fred Vargas, to je avtorica francoskih kriminalk. Tako da, ko mi čakam, to preberem. In pa še Ljubezen s tujcem ne poznam, ampak se mi je zdel zanimiva. Tako da, jej, knjige! In pol pridem v službo in prav moja sodelavka, tipičen hoarder knjig. Ne. Ja, mislim, jaz imam ogromno knjig, jih pa tudi ogromno berem. No, en nasvet, lih sem dobila en komentar, kako to da preberem, kako mi uspe prebrati to knjig. Prvo, jaz se tako vsak dan furam z busom, tako da, ko grem v službo, ko grem nazaj iz Ljubljane, pač berem. In to je
če je normalen promet, je to pol ure, če je gužva, kar je tako skozi pri nas je 45 minut. Ej, včeraj sem se furala 1 uro v službo, pa tudi po moje nazaj domov. V glavnem, ampak mislim, se meni to sploh ne moti, ker meni takole mine, res tako mi mine, sploh pa če je knjiga dobra. Jaz sem gržuno, moram iti z busa. In, veš, tako pod res ful prebereš. Meni sem zaradi tega uspeva toliko brati, zaradi tega, ker berem na busu. Tako da meni bi bilo kar škoda začeti z avtom se furati domov, ne? Mislim, se pa z avtom furati. Potem, ko recimo delam popoldne, zjutraj, ko pijem kavo, pač, ko sem sama doma, tudi rada berem, ne? Si vzamem vsaj 1 uro za branje. Ker pa če se res toliko rada berem, da si enostavno vzamem cajt, seveda res nimam otrok, tako da imam bistveno več časa. Ampak vsem, jaz mislim, da tudi če si ne vem koliko busy, že vsak dan, da si pol vsaj, ne vem, 20 minut vzameš, pol ure za branje, vse lahko prebereš. Bolj to kot noč, a ne recimo, če želiš brati, no, čisto komu na svet. Moram še mojih top 10 knjig posnet, ker to je tudi prišel request, ampak skozi pozavam, ker se spomnim, je pa taka smontana situacija, da ne moram snemati. Bom posnela. Dober večer. Evo, prišla sem službe in zdaj bom malo prala. Pridan, dragi, pride. Dobro jutro. Očitno začenja snežiti. Ampak se na kameri še lih ni vidno. Mislim, da se vidi. Snegec! To sem vesela. Čeprav najbolj mi je, ko ful sneži in jaz sem doma. To je najbolj. Ne maram pač te plundre. Koliko je mrzlo! In valjda občutek imam, kada je 10 zvečer, ura je pa nekaj čez 5. Zdaj grem pa v Narodno galerijo, grem na ta dogodek, ki imajo kustos za en dan, kjer različne osebnosti, ki so načeloma znane, z različnimi poklici, so kustosi za en dan in nas popeljajo po Narodni galeriji, po svojih najljubših delih. Ja, tako. Tako da tudi drugače ful dobro vodenje, mi je to ful všeč. Ker na vsake tok, ko se pa spomnim, zakaj sem to zadihana? Te seveda vzamem sabo. No, tega pa ne moram razumeti, da ni nič za pesem torbico.
Dober večer. Evo, sem prišla dan. Koliko jaz obožujem našo narodno galerijo, so ne znam opisati. Res ta kusto za en dan je top. Ok. Hello. Dajmo prižgati lučke. Ok, tole pa ni vredi. Menda, da niso crknile. Oh my god. Fuck. Ok, nekaj s kablom. Damn. Ja, obožujem tole našo narodno galerijo, pa galerijo Jakopič, top. Sem tudi razmišljala, da bi enkrat posnela video, da pokažem, katere galerije so mi kul v Ljubljani. Mislim, se to je bil sam Narodna in pa Jakopič. Ampak, če te zanimalo, posnamem. Drugače zdaj Narodna galerija 10 € vstopnina. Vse gre, cene grejo v nebesa. Prišel je en komentar, da pokažem ta lovitek za telefon. Tako nič posebnega, ampak meni je ful všeč. Tudi tole se mi zdi, da se ne dotika leče od kamere, tako da je pa niti ni tako umazana, ne. To sem takrat naročila na Amazonu, ne vem, 6-7 € sem dala za to. Ista cena je tudi v H&M-u, ampak une njihove so fuslava kvaliteta, preverjeno. Zdaj se bom nadela polento. Tako čisto malka polenta je ful nasitna, se mi zdi. Nekaj dela že za pokazati. Najprej, da pržgemo tole. Samo prehitro stala. Joj, skozi napačno riglo. Tale tle, ok, dobro. Solimo. Ki imam maslo. Nasvet, če daš maslo v polento, je ful boljši okus. Kar nekaj si vas spidvirala, ura je pa 8. Ne, več, nekaj čez 8 je že. Lahko pogledam. 209. Kako? Če sem jaz ujela unbus pred 8. Ok, ja. Seveda, nekam sem še vmes skočila. Oh my god, moji možgani. Tole sem kupila, ne za naju. Je Dragi naročil za taščo in njegovo babi. Šla za njegovo mami in babi. Ker gre zdaj spet za vikend v Bosno. Tole sem danes kupila prvič. Vidim to, tako da bom tudi video posnela. Nisem še ko problem. Moja najljubša knjižnica, moja knjižnica pač, ima spet odpis knjig. Ne, tole sem si sposodila. In sem spet ful knjig vzela, pa še nekaj sem v službi pustila, ker je bilo enostavno preveč in pač nisem mogla vsega nosa, že to, da sem danes s tem hodila okoli, je čisto nič. Kaj imam še tle? Tale cimetova iz R&B je pa malo suha. Sem pa rekla, bom doma pojedla. Ja, se pravi, najprej sem si sposodila Sylvia Plath. Ne vem, naletela sem na njene poezije in mi je pač ful všeč. Tako da to sem si sposodila. Kaj sem si sposodila? Zdaj moram pa prav pogledati, kjera je od njih, kjera je tako. Še dobro, da piše odpisano. Pa Fairylandšček, ja, pa Sally Rooney, ko jo imam tam in jo berem. Tako, Sally Rooney, pač moja nova top pisateljica. Ja, tole sem pa pač tam vzela, ko je ta odpis, no. Morala še enkrat, ne pa tole še sposoje, ja. Kaj oni priporočajo. Sem videla, da še ena druga ostaja v Vietnamu, še to sem vzela odpis. Tako, ko sem rekla, v službi imam še par knjige, no, tako da bom po mojej, ne, to ne bom vzela, po mojem pojutrišnjem, jutr po službi greva s Jaz se mi zapleta, greva s Saško, še malo kol, nekaj pojest. Gledali smo malo cene teh restauracij. Tako noro. Oglavno, potem greva pa na dogodek na TEDx Ljubljana v Cankarjevem domu. Prvič bom šla na kitajskega Saša Rožilanskega. Tako da ja, ko mi čakam, da greva na to, ful bo drugač. Od 6 do 11 zvečer. In sem bila jaz pa busa nimam takrat. Oziroma, en gre pa 5 čez 11, sem tako bolano, pa bo reka Saška, da ne bo ona zaplela prova.
hvala. Le tole mikrozeleni, kako je cute. Tako da ja, no, jutro bom full pozno, oh my god, to čist predolga zame, jaz bi že te uri morala spat. In no, še dobro, da pol v soboto delam popoldne, ker po moje spet ne mogla ostati. Spet neki težko v zadnje čase vstajam, čeprav vmes tako sem full easy vstajala, tudi če sem šla v isti uri spat. I don't know. Jaz sem pa kar nehala nakladati. To že, koliko 7 minut že govorim, ok, malo bom še editirala ven. Ok, bye. Sneži! Jaz sem na telefonu, tako slučajno pogledam gor in vidim belo. Jej! No, zdaj po moje si tak nič ne vidi, kaj je tako temno. Dobro jutro! Pa je zapadel snegec. Ledo je z mano, moja Saška. Čekaj sem jaz. Ja, to je večje, daj roko tako zraven. Z jabolkom in z brusnico. Misliš, da je dober. Zdaj greva not, je polka. Oh my god. A se mi ne dobravi? Ne, nisem sploh snimala. Dobro, nisem snimala. Take two. Ja, amaterka, ali? Že toliko časa snimam, pa sem amaterka. V glavnem, pus pa visok, ko stojiš, se ti vrti. Brutalno. Ampak mama pa ful dober razgled. Ja, dober. Ok. Vedno paže, ampak se dva. Ulgužva! Ker dobro se hoba. Nobenga ni! Urka. Jo, mene staj se kaj. Mene tudi. To. Da greš v hribe. To je to. That's true love. Madonna. A se vidi, da smo zdaj? Tako že sem jaz. In kakšni so vtisi? Ja, meni bo dober, ampak tako, Je bilo par stvari. 30 pa govorcev je bilo cool. Tako, ful dobro. Ja. Na momente so luči, Ja, so tako šajnali direkt v uč. Res so nam bilo zacrkati. Koncerti so bili cool. Ja, muzika je bila ful dobra. Fumamo slovenskih glasbenikov, katerih jaz sploh ne poznam. Ja, prosim, ja. Imaš leden. Ja, pa meglen. Pa me gleda. Ja, tako, cool. Boš še naslednja let? Jaz jih ne vem, če bi. Odvisno od govorcev. Ja, Čeprav- seveda, ja. Pa na letih itak ne poznaš. Ja, no se to. Dejansko poznaš mogoče enega pa dva. Vse to. Ja. Nič. Ja. Drag, sorry. Kar da. Se mi celo še če povedala. Zdaj naju dragi čaka in gremo domov. Dobro jutro, ful me grlo boli.
Ko mi je to nočna mora, ko me grlo boli, ker... Res pač to boli, da ful težko govtam. Pa tudi časi, ko sem mlajša v srednji šoli, predvsem sem imela ful težave z grlom, sem parkrat na antibiotikih in to mi je pol tako res nočna mora, sam da me ne boli grlo. Pač ful mi je čudno, zakaj me boli, si nisem, pila sem nek mrzel napitek, ampak ne spet tok mrzel. Malo smo se sicer drli, a veš, ko smo ploskali, ampak spet ne vem, nisem me zdaj žurala, da bi me bolel grlo. Oh my god. Znači, nadaljujem s knjigo, pa s kofetom. In upam, da tole malo bolj, no zdaj sicer je že malo bolj. No, videli. Da danes delam popolne, tako da nosi vsaj popolne delam, tako da. Prebrala sem knjigo. Obožujem. Je pa tale knjiga primerna za odrasle, ker so tudi seks prizori noter. To ni na prva knjiga, Normalni ljudje je druga. Ampak mislim, da me ta za malenkost boljši, čeprav mi je tudi Normalni ljudje top knjiga. Mislim, da sem Normalni ljudje ocenila za 4,5, temu bi dala 4, ampak vse mislim, da me ta boljši roman. Pač ko res o ljubezni, odraščanju, življenju. Njeni romani so res, mislim, zdaj moram res vse njene knjige prebrati in to je to. Ali se čudno počutim, upam, da nos bolela. Ful mi teče z nosa, grl mi te boli še zmer, da sem si čaj skuhala. Res to mi je pa najhuj, tega se tako res najbolj bojim, da zbolela. Včeraj je bilo tam ogromno ljudi, pravijo, da je bil Cankarjev dom razprodan, da je bilo tam 1500 ljudi, čeprav po mojem ni bil čist razprodan, ker sva videli tudi prazne zice, tako da, ampak, joj, to mi je najhuj zboleti, lih ob tem času, moram veliko sadja jesti. Da ti pokažem goodie bag, kaj smo včeraj dobili v vrečki. Prav tole je moja Saša fotografirala. Ja, ona je drugače profesionalna fotografinja, tako da evo dokaz. Potem smo dobili tole vegansko argeto. Tale sicer, ta okus meni ni všeč, ker je pikant, drugače veganska čičerika je ful dobra. Par kafe, no tole sicer ne maram, to bo Dragi spil. Tale kapučinček mu pa z veseljem spila. Potem neki, kaj so to, oreščki, arašidi, pražena koruza z začimbami, boombox piškot, bomo probali, od malince. Bajkina tajna, to je nek maz, ne poznam jih, tudi vegansko, to bi kakšno pasto bi bilo dobro pripraviti. Ja, to je od Atlantika. Atlantic Trade? To je od Kolinske. Mislila, da je to... A ni to tudi v Šparu? Mislim, da sem zamešala z nečim drugim. Tale Cedevita. Kaj to pomaranča pa papaja, to sva včeraj s Sašo posneli video in je bilo toliko smešen, tako da moram ga še malo obdelati, ker je bila muska, pa ne smem objaviti. Tako da moram voiceover narediti, krepa da smeha, no, skratka. Tale razglednica ful lepa od Monike Klobučar, jaz sem za njo že slišala, na Instagramu sem jo videla. Mislim, da je grafična, pač riše take lepe grafike, no. Kazalo za knjigo, vemo, jaz zmer rabim. No, pa še računalniške novice. Mora bi biti tudi Jimmy čokolada, ampak je ni bilo. Tudi moja Saška tega ni dobila v goodie bagu. In ko sem videla na njihovem Instagramu, ja, Jimmy bi pač moral biti. Tako da... tako je to kročno, moraš dati vse in pol, da spustiš. In pa še dišava od Žana, za avto sam ful smrdi, ka po vece školki, tako da, fuj. Te goodie bagi so tako. Ali so ful dobri, ali so pa... Dobro, tale ni sladno, ta je kar dober goodie bag, v bistvu, ja, moram... Ne smem biti to kritično, moram kar pohvaliti, sploh ni slab, tako da, kar dober. V bistvu,
fotka je pa ta prava. Skuhala sem makarončke in zdaj bom naribala malo sirčka, malo grana padano in pa malo olivčka. To je tako dobro. Če imela še mozzarelo, bi še mozzarelo dala. Top! Veš, kako pravijo? Simple je najboljš. In to je res. Dober večer, pa še sem službe. In da ti pokažem še zadnji del knjig, ki sem jih vzela z knjižnice, ki so imeli odpis. O moj bog. Ki sem pustila v službi, ker nisem mogla nositi vsega tega dam. Jaz zdaj sem pokazujem. Aha, to je pa moja. Madonca. Dobro jutro. Oh my god. Grlo me boli, ko me je že včer. Nos imam. Sem še kaj poln. Sem se očitno nalezla v Cankarjevem domu, mislim, predvidevam, glede na to, da je bilo pa je Jurija folka, Jurija pa pol. Še dobro, da nedelja lahko počivam, ker bom res sam knjige brala. Ker nisem za nič drugega. Dragi je bil za vikend v Bosni, tako da se vrne čez par ur. Da se glas pali, imam tak prehlajen. Imamo malo zdravja, naredila sem banani smuti. Prav pozabljam, kako je to dobro. Malo preveč redkega sem naredila, to je edino. Zdaj sem brala malo poezijo, pa se mi več ne da spal brati, ker sploh se ne morem koncentrirati, ker se ne počutim dobro, tako da bom zdaj malo gledala YouTube, pa kakšen film pogledala. Pa sem morala malo začeti gledati, saj sem še en teden, pa prvi december. Moram se malo na december pripravljati na vlogmas, na content, na vsebino. Maram, ko zbolim. Mislim, se mi, da noben ne mara, ampak jaz sem ful taka, jaz ful ne maram biti na bolniško, pa biti doma, to je pri meni tako res ne. Jaz sem doma v skrajnem primeru, ko ne moram hoditi, ko ne moram dihati, ko mi je tako slabo, eto. Tako v takem primeru pa jaz pač grem v službo. Lih sem gledala film Love Actually in sem se zjokala kot pri norcih. Kako lep film. Jaz sem sicer v glavi, da sem ga že gledala enkrat prej, ampak ne spomnim se teh scen, tako da po mojem, da ga sploh nisem do konca pogledala. Kako lep film. Pač božični film. Tako čustven. V bistvu to rabimo, to je res ta pravi film, emocij. Moram pogledati, z kega leta je, ker mislim, da ima starejši. Mislim, starejši. Iz leta 2003. Tako da pač mora si ga pogledati. Vidim, da bo to vsak let na mojem seznamu. Ker ponovadi zmer gledam te komedije, Sam doma, Elf, Grinch. Tega pa po mojem res nisem in je... Čist sem pozabila na te rogličke. Dragit. Teda evo, jih bom zdaj dala malo peč. Ko so lepi. Tukaj bom zaključila vlog. Slabo se počutam. Ja. Pa bodi, drži se. Pazi na svoje zdravje. In se gledamo zelo kmalu, ne? Hvala za vse, rada te imam. Čau.